1. oktober, dan trgatve, setve in spravila pridelkov. Na ta dan ima občina Gornja Radgona svoj praznik. Letos v znamenju več kot 30 dogodkov in prireditev. Etnološki večer pesmi in plesa, umetnost v mladinskem centru, koncert Tria Esere, tek na grajski hrib ali dobrodelnih 12 ur za dober namen, likovna razstava 15. mednarodne kolonije Oto in slavnostna akademija. Vsekakor ob prazniku se mi zdi najbolj pomembno, da rečemo hvala za tisto, kar je bilo včeraj in prosim, počnite to naprej še jutri, torej izrekamo in podeljujemo občinska priznanja. Potem se seveda pa vseeno spogledujemo s tistim, kar nas čaka. Bolj kot včeraj, jaz sem človek jutrišnjega dne, torej bolj z izzivi jutrišnjega dne, to je z dvorano, ki jo bomo zgradili v leto do 2, torej z vodovodom, ki ga kanimo zgraditi in pa zlasti torej to, kar jaz govorim, da ni vse v denarju in vse v zidovju, ampak v tem potencialu občinske uprave in naših ljudi, torej da se odpremo in da se pogovarjamo in ustvarjamo skupaj. Nagrado akademika Trstenjaka je dobila Slavica Trstenjak za življenjsko delo v kulturi, vzgoji in izobraževanju ter za druga področja prostovoljnega dela. Letošnja nagrajenka je seveda prosvetna delavka, ker je Trstenjakovo priznanje tudi nekako nagrada za delo z mladim rodom, ki ima čisto po naključju priimek Trstenjak, ki čisto po naključju dela na osnovni šoli dr. Antona Trstenjaka v Negovi. Jaz sem izjemno vesel, da je končno tudi ravnateljica osnovne šole v Negovi prejela to priznanje, ker si ga res resnično zasluži. Ta nagrada mi pomeni posebno priznanje in čast, da je na nek način prepoznan ne samo moje ime, ampak predvsem dr. Trstenjak, ki ga želim na tak način skozi svoje delo, skozi svojo šolo tudi promovirati. Ker pravijo, da dokler govorimo o ljudeh, ki so pustili neke sledi za nami, tako dolgo tudi ti ljudje živijo. In jaz želim, da dr. Trstenjak živi vedno. Zlati grb občine Gornja Radgona je dobila območna obrtno-podjetniška zbornica Gornja Radgona za dolgoletno delo v podjetništvu in obrti in kot spodbudo za nadaljne delo. To je veliko priznanje za 40-letno delo obrtne zbornice. To je dokaz, da so nas opazili in da obstajamo. Obrtniki smo eden najmočnejših gospodarskih subjektov, ne samo v občini, tudi v državi. In mislim, da počasi se te stvari urejajo, da bodo videli, koga je treba podpirati. Bronasti grb je dobilo društvo Fotoklub Proporcio Divina za fotografsko dejavnost, listino Franc Celcar za prostovoljno delo, listino Nejc Strniša za dosežke v športni dejavnosti, listino tudi Zavod Rastišče, Poligon za zelene ideje, za uspešno širjenje alternativnega načina ravnanja z naravnimi viri in odpadki. Svoja vrata so odprli gasilci in prevzeli novo vozilo. Odprli so obnovljene slačilnice na Tratah, telovadnico na prostem, pa tribuno, pomerili so se mladi nogometaši Slovenije in Švice, pri Negovi so odprli obnovljeno igrišče, doživeli so dolgo noč muzejev v Špitalu. In potem je prišla 50. obletnica. Odkar sta takratna jugoslovanski predsednik Tito in avstrijski predsednik Jonas odprla most med mestoma, ki ju združuje tudi lepo število skupnih projektov, med njimi sodelovanje mest ali City Cooperation, namenjen prav temu, da se čezmejna mesta povezujejo in sodelujejo. Schon damals wurde sie Brücke der Freundschaft genannt. In pravzaprav smo že takrat zgradili most prijateljstva, ki smo ga povezali s sporočilom in našo skupno nalogo. Graditi mostove do sosedov. Menim, da nam je to odlično uspelo. Allen vorbildlich gelungen. Želimo, hočemo in prosimo za več. Tako velika množica ljudi. Ljudi, ki govorijo slovensko, nemško, mora biti kdo medsebojno komunicira angleško, sporoča državama, širnem svetu, tukaj v tem prostoru, bo jutri nov dan. Takšen je bil gornjeradgonski občinski praznik leta 2019.